Dejan, pozdravljen. Hrvaški volivci so v nedeljo največ glasov namenili domoljubni koaliciji, izbrani okoli stranke HDZ. Je bila zmaga desne koalicije pričakovana? Bolj ali manj da. Vendar se mi nekako dozdeva, da je pravzaprav ta ista domoljubna koalicija poraženec. V levi koaliciji Hrvaška raste, sestavljeni pod perutmi SDP-ja, so bili namreč še pred nekaj meseci skorajda pripravljeni priznati poraz še pred volitvami. Bili so popolnoma brez življenja, zavedali so se, da jim gospodarske razmere niso v prid, da se niso izkazali svojo sposobnostjo in da jih državljani krivijo za vse težje življenjske pogoje, tako da se jim je zdelo lagodno življenje v opoziciji prav dobra rešitev. Še ankete, čeprav jim na Hrvaškem verjame vedno manj ljudi, so jim kazale krepak poraz. V domoljubni koaliciji, izbrani pod vodstvom HDZ, pa so se številni obnašali, kot da imajo zmago že v žepu in da jo je treba pač le formalno potrditi. No, pa so se trendi preobrnili. In zgodila se je volilna nedelja in če ne bi bilo 3 glasov diaspore, bi desna domoljubna koalicija zagotovo ne postala relativna zmagovalka. Pisal si, da je največje presenečenje volitev tretja uvrščena stranka Most, ki bo očitno odigrala tudi odločilno vlogo pri sestavi nove vlade. Kaj njena zmaga pomeni za tisto koalicijo strank, ki bo sestavljala vlado? Tako je, Most bo odigral odločilno vlogo pri sestavi nove hrvaške vlade. Kam se bo obrnil, komu bo Most namenil svojih 19 poslanskih glasov, je vprašanje za $1 milijon. Čez Most, na to pa levo, no, morda pa tudi desno, bi lahko strnili ugibanja. V vsakem primeru pa bo ta isti Most močna varovalka komorkoli na poti do korenitih reform, ki jih na Hrvaškem potrebujejo, če res želijo narediti kak odločen korak naprej z repa večine lestvic v evropski družini. Ali bo mandatar nove hrvaške vlade res iz vrst stranke Most, ali bo Most dobil 3 zahtevana ministrstva in ali bo čez čas upoštevana zahteva po zmanjševanju števila lokalne samoprave, kot zahtevajo Mostu, pa bo pokazal čas. Najverjetneje pa že začetek decembra, ko bo nemara znan končni obris nove hrvaške oblasti. Katera so tista vprašanja, s katerimi se bo morala ta nova oblast najprej spopasti? Z enim kratkim stavkom gre za projekt boljšega življenja Hrvatov. Najprej pa bo treba korenito rezati javno porabo. Iz Evrope so že prišli opomniki, da se bo do leta 2017 hrvaški javni dolg približeval 93%, pa tudi, da bo do tega leta slabše od Hrvatov živeli le še Bolgari. No, zadnje ne smemo tudi pozabiti, da je Hrvaška država, ki je sprta za vsemi sosedami, vključno Slovenijo. Tako, da bo projekt boljšega življenja, ki je pravzaprav mozaik radikalnih odločitev in ostrih rezov na vseh področjih vsakdanjega življenja Hrvaške in Hrvatov, resnično zahtevna naloga, s katero se bo morala soočiti nova hrvaška oblast. Ali pričakuješ kakršnekoli spremembe v politiki Hrvaške do mejnega vprašanja s Slovenijo? Da, pričakujem. Kot sem namreč izvedel, naj bi iz Bruslja do Zagreba že prispela neka sporočila, da se mora Zagreb vrniti za, recimo temu, arbitražno mizo in nadaljevati arbitražni proces, ki ga je enostransko prekinila oziroma od njega odstopila. Kako se bo vse skupaj razpletlo, je še prezgodaj govoriti. Na Hrvaškem utegnejo te korake, ko se jih bodo lotili, sicer skrivati kot kača noge, vendar vseeno. Da, sem optimist, vsaj kar se v politiki Hrvaške do mejnega vprašanja Slovenijo tiče. Do vseh drugih, Črne Gore, Bosne in Hercegovine, še posebej Srbije, pa niti ne. Kot so mi v neformalnih pogovorih zaupali diplomati iz teh držav, je prostora namreč za pogovore zmanjkalo. Zdaj se s temi zadevami ukvarjajo ustrezne institucije. Hvala za pojasnila. Hvala tebi.